Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Janez Žakelj, poslanec poslanske skupine NSi SLS Fokus. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav. Midva se tikava. Ne? Ja, tako je. Tako. Malo bova posurfala po sceni, je kar precej valovito v zadnjih tednih od volitev, pa že prej je bilo. Pa bova začela pri razvojnem zakonu, na vidiku je referendum, kljub odločitvi državnega zbora, da je nedopustanje pričakovati nadaljne mrcvarjenje, zaradi tega bodo na slabšem čakajoči na zdravnika, dolgotrajno skrbo, normirani espeji, popoldanski espeji, vsi po malem pravzaprav. Kje vidiš razloge za nasprotovanje in vse manipulacije, zavajanja, ki se ob tem pojavljajo? Ja, tukaj gre res za hude manipulacije, ker ta zakon nikomur nič ne jemlje, vsem pa daje. To seveda ni zakon za bogate, ker bogatih v Sloveniji ni prav veliko. Je pa zakon, ki kaže na smer razvoja, kot ga vidi nova koalicija. Jaz tukaj vidim glavni problem, ta ideološki naboj levice in sindikatov, ki so podaljšana roka te leve politike. Sindikatov zdaj 4 leta ni bilo na spregled, zdaj so se pa kot da bi se zbudili iz zimskega spanja po 4 letih. Aktivno branijo pravice ne vem koga, verjetno svoje pravice in ponovno zganjajo ideologijo. Jaz sem dobila občutek, da je pravzaprav ni težava toliko v vsebini zakona, ampak v novi realnosti, ki pomeni oblikovanje desnosredinske vlade. Ja, zdaj ta sindikalist Štrukelj je rekel na seji državnega sveta, da ne gre za vsebino, da gre za formo, in da ni bilo tega socialnega dialoga. To zdaj je do neke mere čudno, ker pred 4 leti, ko je Nika Kovač vložila svoj omnibus zakon, tudi ni bilo nobenega socialnega dialoga in tisti zakon je, se pravi tisti omnibus je jemal delavcem. Pa ni bilo nobenega problema, ne za levico, ne za socialni dialog. Tukaj jaz vem, da je 17. aprila je naš podpredsednik Janez Cigler Kralj šel na ekonomsko-socialni svet, je skušal predstaviti ta zakon sindikalistom na ekonomsko-socialnem svetu, pa so imeli 2 uri in pol proceduralnih zapletov in sploh niso dovolili, da bi se ta zakon predstavil. Torej, ni bilo volje iz sindikalne strani. Zdaj je veliko hude krvi tudi pri urejanju delovanja sindikatov. Torej, mi smo se pridružili spremembam zakona, predlogu sprememb zakona glede načina pobiranja članarine, da bi torej delodajalca umaknili iz tega procesa pobiranja članarine, da bi torej to urejala neposredno sindikat in delavec, ki je član sindikata. Kaj bi rekel, ali je to anonimnost, preglednost, ločenost institutov ali urbanizacija Slovenije? No, vsekakor jaz gledam na to kot na ureditev razmer. Jaz se spomnim, ko sem bil še pred leti na Ministrstvu za kmetijstvo odgovoren za mleko, je tisti francoski šef Združenja mlekarske industrije in mlekarske pridelave povedal, da on vsako jutro, ko vstane, pomisli najprej, kaj bom danes naredil za svoje člane. In to je pravi odnos. Zdaj pa jaz vidim, da sindikalisti 4 leta niso, ko so vstali, razmišljali, kaj bojo za svoje člane naredili. Imam pa tudi izkušnjo s pogajanji sindikati, 120 ur sem se pogajal in vem, koliko je tistega pogajanja, koliko je v tistih pogajanjih res pogajanj za pravice, koliko je pa za privilegije. In jaz mislim, da se ti sindikalisti bolj bojijo za svoje privilegije in jaz pozdravljam ta zakon, naj se uredi tako, da delodajalec ne bo vedel, kdo je član sindikata. Absolutno je to pravica vsakega, da se včlani v sindikat in ne nazadnje smo vsi mi, Slovenci, smo delavci in ne vem, kdo bi bil proti pravicam delavcev. Zelo malo je tistih, ki so velekapitalisti in jaz mislim, da so to v veliki meri tisti,
ki so išli iz nekdanjega sistema. Če se vrnemo še malo na razvojni zakon, tukaj si tudi sam omenil, da to nakazuje neko novo smer, ki je pravzaprav zdaj neko svojo širšo sliko dobila s koalicijsko pogodbo. In pravzaprav na ta način se tudi odpravlja vse te očitke, da bi temu tako lahko rekli, ker postavlja ta razvojni zakon v nek kontekst, se pravi, kateri koraki še vse sledijo, ne? Ker morava razčistiti, ne, in znova ponoviti, ne, da ni mogoče 4 let za blot odpraviti z enim samim zakonom, ne? Tukaj treba še dodatne razmisleke, sistemske rešitve vpeljevati. Ja, tako, jaz mislim, da je bil ta interventni zakon je nastal delno zato, ker je potrebna intervencija, ker nam konkurenčnost pada, ker se svet tudi poslovno zaostruje in je treba odreagirati. Po drugi strani je pa to neke vrste nakaz smeri, seveda pa to ni dokončna zadeva, ne. Recimo, kaže pa na to, da si ta vlada bo prizadevala za debirokratizacijo, za olajšanje poslovanja, za podjetnike, SP-je in tudi za ostale, za zmanjšanje, recimo temu, obremenitev dela, tudi za detabuizacijo dobička, ker tisti, ki je bolj sposoben, ne pač ima več dobička, meni je to nekaj normalnega, ne? In vsi smo se učili, jaz pravim zmeraj, smo se vsi učili iz istih knjig in eni so pač dobili 5, drugi so dobili pa 2 ali pa 1. Tako da tukaj je treba vzpostaviti neke pogoje in to kaže tudi ta koalicijska pogodba, da bo tisti, ki je uspešen, lahko bolj uspešen in bo s tem tudi tiste, ki so manj uspešni, potegnil iz tega in omogočil boljši zaslužek, recimo, ker ne nazadnje tisti, ki uspe z nekim novim izdelkom, ga ne more sam narediti, ne? Tako da lahko tudi ta dobiček se preliva na širše, na podizvajalce in na ostale. Po drugi strani pa tudi, kar se sociale tiče, tukaj se mi zdi zelo pomembno, da se znižanje DDV-ja za osnovna živila in za energente, tega bodo deležni vsi, bo pa še bolj pomagalo tistim, ki komaj grejo skozi mesec, ne. Poleg tega za upokojence, da se ta nepotreben strošek dolgotrajne oskrbe, ki ga storitve pa niti ni, ne prevali še na tiste, ki so za to že plačevali, za upokojnino. Potem za tiste, ki so zmožni dela in si želijo delati, moji kolegi zdaj precej hodijo v penzijo, pa pravijo, ne bomo delali. Ampak recimo, ker delovne sile manjka, pa ne vem, zakaj bi ne imeli polne penzije, ki so si jo prislužili, pa če hočejo ali pa če morajo delati, pa ne delajo in dobijo. Meni se to zdi zelo pravično. In to ni za bogate. Za tiste, ki so pa uspešni, kakor sva že začela, ne, tista razvojna kapica, jaz ne vem, če je podjetje pripravljeno plačati nekomu recimo 10-20 tisoč evrov na mesec, ne vem, zakaj mora 60% tega dati državi. Pa še vedno bo dal državi, da prek dohodnine, ne, tudi če bo določenega deleža prispevkov. Da, ker bo tudi osnova večja za odmero. Ti prispevki pa, ne vem, zakaj bi nekdo, ki že tako ali tako ima gre k privatnemu zdravniku, dal še ne vem koliko. Je pa zanimivo, tukaj pa kakšne 2 tedna nazaj sem bil pri zobozdravniku privatnem, že dolgo hodim privatnem, in glej ga zlomka, vidim tam predsednico sindikatov, ki je bila kot stara znanka, že ob 8 je odhajala in domača z vsemi tam, hodi k privatnemu zobozdravniku, nasprotuje pa privatnemu zdravstvu. To je velika, ona si to lahko privošči, pa jaz si tudi lahko, mnogi naši Slovenke in Slovenci si pa tega ne morejo privoščiti in so potem škrbi ali pa jih zob boli. Jaz pa ravno tudi v tem razvojnem zakonu ravno to vidim kot pridobitev, se pravi prve konkretne korake, kot pravi, čakalnih vrst, ne. No, tukaj gre tudi za to, da lahko bodo zdravniki delali tudi kot SP-ji v javnih zavodih. Zdaj tukaj javno pa zasebno, o tem je bilo že veliko povedanega, predvsem
za pacienta ni bistveno, če je vplačeval in ne plačujemo malo, potem bi morali imeti dostop do nekih storitev, recimo ne pa, da pride nekoga boli kolk in 3 leta čaka, da bo na pregled, kamoli, da bi dobil operacijo. Če pa je samo plačnik, pa lahko takoj. Ko da je tukaj treba sprostiti kapacitete in omogočiti tistim, da bodo prišli do zdravnika, do oskrbe. Bova končala še z zakonom o parlamentarni preiskavi, ki je bil prav tako ta teden sprejet. Po hitrem postopku, ker je bil pravzaprav ta poseg v ta zakon nujen, govori pa ta zakon o tem, če poveva po domače, ljudsko, da bi s spremembami preprečili zlorabe instituta preiskovalnih komisij. Vemo sploh iz preteklega mandata, od tega, da je bila prepovedana, onemogočena ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi preiskovala energetske posle GEN-I-ja oziroma nekdanjega predsednika vlade, do tega, da je bila recimo preiskovalna komisija glede financiranja strank, pravzaprav uporabljena za diskreditacijo posameznikov, ne za preiskovanje nečesa v javnem interesu. Ja, tako jaz mislim, seveda sem tudi sam v stališču to poudaril, da gre za zakon, ki omogoča učinkovitost in omogoča tudi dovolj varnosti, pravne zaščite za tiste, ki so preiskovani, ker tako kot si že rekla, je ta zakon, prejšnji zakon leta 2024 bil sprejet v sredi mandata, tako da koalicija je sprejela te preiskovalne komisije po starem zakonu in blokirala vse ostale. Zdaj, ta zakon je zato interventen, ker se ga je sprejemalo v začetku, preden so se ustanovile komisije in jaz ne vem, česa se bojijo pri poslovanju, pri preverjanju poslovanja GEN-I-ja, če so vse zadeve čiste. Nima se česa bata, in tukaj zelo pozdravljam tudi to ureditev, da je nemogoče ponovno odpirati komisije ali pa ustanavljati komisije za področje, za katero je bilo že raziskano in je bilo sprejeto končno poročilo. To je primer tega preiskovanja financiranja stranka, tam je šlo pa res za grde osebne obračune z ljudmi, ki nimajo nobenega stika s politiko, recimo, kaj moj brat, moja, ne vem, mama, moji otroci imajo z menoj, seveda, če bi bilo neko financiranje, ampak da so dvigali denar na katerem bankomatu, kaj so kupovali, to nikogar ne briga, res ne. Pravzaprav je šlo tukaj za dostop, tega mogoče javnost niti ne ve, do zelo občutljivih podatkov, ne nazadnje tudi o članih strank. Ne. Tako je, in točno to, objavljene so bile transakcije, dvigi iz bankomatov, fizičnih oseb in tako naprej. To so zelo občutljivi podatki in je težko reči, da zadeva ni bila zlorabljena. Tako je, predvsem pa jaz zelo poudarjam, da je treba za vse enaka merila, enake vatle za opozicijo in za koalicijo, s tem, da je logično, da vsakokratna opozicija gleda pod prste vladi, to je logično, zato imajo tukaj KNOVS, tudi preiskovalne komisije, vendar ne tako, da se potem maščuje in gleda v zadeve, ki nimajo nič z samo temo, o kateri se preiskuje. Ob tem, da imamo pa recimo pranje iranskega denarja, ko imamo še zdaj Miki Miško in nihče ni preverjal, kdo je to, ali pa ko so žilne opornice bile jasno dokazane nepravilnosti, pa potem kazenski pregon ni šel nikamor naprej, ne. Vse enake vatle za vse. Ja, to zelo poudarjamo tudi v koalicijski pogodbi, tako da verjamem, da se bo nekaj premaknilo na tem področju. No, jaz srčno upam, da se bo zdaj verjeti pa. Ja, mislim, gre za dolgotrajen proces. Tako je. Ja. Verjamem, da se bova še srečevala v tem studiu. Hvala za danes in uspešno delo. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.